Po vsej Sloveniji so se v Mednarodnem tednu Rdečega križa zvrstile številne aktivnosti. S temi ozaveščajo širšo javnost o svojem delovanju in hkrati opozarjajo na pomoč, ki jo številni še zmeraj potrebujejo. Rdeči križ Slovenije je najstarejša humanitarna organizacija na Slovenskem, 150 let že. To je poštena doba. V vseh teh 150 letih je Rdeči križ pomagal ljudem v stiski, v različnih stiskah. Pravzaprav zanimivo ali pa skoraj da žalostno je, da smo zdaj v zadnjem času delujemo največ na področju teh osnovnih stisk ljudi, materialnih, kar so pravzaprav pred 150 leti v največji meri tudi počeli. V tem tednu zbirajo denar za delovanje predvsem s prodajo doplačilnih znamk in vozovnic na vseh poslovnih enotah Pošte Slovenije ter vseh železniških in avtobusnih postajah po Sloveniji. Ta bo namenjen delovanju na večjih področjih. Eno od področij, ki ga treba omeniti, je krvodajalstvo. V Sloveniji imamo krvodajalstvo kot prostovoljno organizirano in skupaj ga izvajata Rdeči križ in strokovna službe zdravstvene službe. Pri nas je to Univerzitetni klinični center, Center za transfuzijsko medicino. Skupaj izvedemo več kot 90 terenskih akcij in v teh akcijah zberemo dovolj krvi, da je naše področje samooskrbno. Naslednje pomembno področje za splošno dobro je področje zaščite in reševanja, neurij, ujm in tudi begunskih kriz. Posebno pozornost pa namenjajo tudi področju znanj prve pomoči. Tukaj delamo precej. Ugotovili smo namreč, da v zadnjih 20 letih to znanje precej izginilo z naše družbe. Malo kdo še je suveren ali pa sam sebe ocenjuje kot sposobnega nuditi pomoč. Zato se trudimo v čim večji meri biti med ljudmi. Poleg teh tečajev, ki jih organiziramo pri nas za voznike motornih vozil, za delavce v gospodarskih družbah, poskušamo na terenu čim večkrat izvesti različne demonstracije, prikaze in pa prisotni smo v osnovnih šolah. Rdeči križ je tako v Sloveniji kot po svetu znan predvsem po pomoči ljudem v stiski. Potem pa pridemo na področje humanitarne dejavnosti, v kateri v osnovi lahko govorimo o dveh delih. Eno je materialna humanitarna pomoč in denarna humanitarna pomoč ljudem v največji stiski. Hkrati s tem smo lansko leto zagnali tudi svetovalnico za ljudi v stiski, ker ljudem nudimo nasvete pravne, ekonomske, psihosocialne, kako svojo stisko, svojo situacijo razrešiti. In pa letovanje v Punatu, ki je naš biser, radi rečemo, našega delovanja. Vsako leto na letovanje v Punat peljejo številne otroke. Tudi na letovanju pa gredo v koraku s časom, tako da za mlade pripravljajo vsebine, ki niso le zanimive, temveč tudi uporabne. Mi smo v lanskem letu poskrbeli za to, da se je program ustrezno dopolnil, popravil, spremenili smo dnevni red in z aktivno promocijo in predstavljanjem staršem uspeli obrniti negativni trend, tako da smo že lani uspeli za več kot 300 otrok povečati število. Med tednom Rdečega križa so merili krvne vrednosti, zbirali materialno pomoč v skladišču na Ljubljanski, učili temeljne postopke oživljanja in izvajali aktivnosti med mladimi.